teboj bova delila način vzgoje krompirja na manjših vrtovih, ki se malenkost razlikuje od klasične vzgoje na njivah. Na vrtovih krompir prilagodimo glede na vso ostalo zelenjavo, ker ga tudi vzgajamo v manjših količinah. Namen je, da imamo tisti mlad krompir čim bolj zgodaj, en del je pa tudi pol za ozimnico. In ta način je v bistvu način brez prekopavanja in tudi z minimalnim prekopavanjem, ko nabiramo potem sam pridelek. Nakaljene krompirje na enometrsko gredo sadimo v dve vrste. Več ne gre, manj je pa tudi že slab izkoristek prostora. In v sami vrsti si krompirji sadijo tako na 30 cm narazen. V gredo z kompostno zastirko, oziroma brez prekopavanja, krompir sadimo zelo plitko in samo zagrnemo za 2-3 cm, tako je v ta plast zgornja toplejša in bo krompir prej pognal in ga ogrnemo kasneje. To pomeni nekje v maju z zastirkami, ogrnemo, da novi gomolji, ki nastajajo, niso izpostavljeni potem soncu. Taka plitka saditev zelo hitro spodbudi rast krompirja in ga ne čakamo, da dolgo časa se pokaže prvo zelenje. Ko krompir raste, ga moramo usipati. Z usipanjem zaščitimo gomolje, ki rastejo v tleh pred svetlobo, da ti ne pozelenijo. In klasično se usipanje izvaja tako, da se krompir zagrne kar za zemljo. Na vrtu brez prekopavanja pa midva krompir zaščitimo z dodatno zastirko, ki jo položimo po celotni gredi in na tak način tudi preprečimo vdor svetlobe do gomoljev. Midva smo uporabila suh travni odkos in pa zemljeto listje. Lahko se uporabi svež travni odkos, slamo ali pa če imamo dovolj komposta, lahko tudi kar s kompostom še dodatno zastremo takšno gredo. In usipanje krompirja praviloma delamo tam v sredini meseca maja. Letos je bil maj zelo hladen, zato smo midva usipanje krompirja naredila čisto v začetku meseca junija. Tule imamo že lepe rastline in pa tudi pridelke spodaj v tleh, in če je pomlad toplejša, so lahko pridelke začnemo pobirati že nekje v sredini meseca maja. Letos je leto mičken hladnejše in zato so pridelki kasneje. Pobiranje, tisto ta prvo sproti, najraje naredimo tako, da ga krademo. To pomeni tako, da dejansko odgrnemo rastlino in pobrskamo noter v tej zastirki in zelo hitro naletimo na gomolje, ki jih kar naberemo, tiste, ki vidimo, ne v celoti, in zagrnemo nazaj. In rastlina naprej raste. Mi imamo pa pač lep sproten pridelek, ti gomolji, ki so pa ostali noter, bojo se pa še naprej debelili. Krompirje lahko kadarkoli vzamemo, če so čist majhni ali pa zelo veliki. Spet to ne zori tako kot kak plod paradižnika ali pa buče in podobno, ampak kadarkoli ga lahko pobiramo in začnemo z uživanjem. Pri pobiranju pa za ozimnico res rastlino samo primemo, pa potegnemo ven, potresemo in se zelo lepo vidi, ko raste v kompostni zastirki, da so gomolji zelo čisti, zemlja se ne sprijema gor. In tudi poli samo iskanje, ne rabo nobene motike, ker zelo blizu in plitko rastejo sami gomolji in s tem minimalno prekopljamo sama tla, kar je zelo dober pol za naslednjo kulturo, ki bo sledila na tem delu grede, ponovadi je to kako zelje ali pa brstični ohrovt. Krompir je v tleh največkrat tarča voluharja in pa bramorja, obglodata same gomolje in tukaj najbolj pripomore tale dvigana greda, ki ima kovinsko mrežo spodaj,
da ne morata sploh zraven in imamo lepe in popolnoma izoblikovane plodove. Če pa so obgriženi, ni s tem nič narobe, še zmeraj je gomolj za uporabo. Nadzemni del rastline pa je največkrat podvržen koloradskemu hrošču in zmeraj, ki je koloradski hrošč gor, so to ponovno tako invazije. Jih je ogromno. Po mojem mnenju je to zaradi tega in po izkušnjah na vrtu obilja, ker nimamo koloradskih hroščev in samo bilo je prvo leto, je zaradi same strukture mikrobiološke v tleh in pa drenažnosti rastlina ne more takih kompleksnih spojin pa sekundarnih metabolitov tvoriti, ki niso več na radarju samih koloradskih hroščev in jih ne more več presnoviti. Tako kot mi ne moremo nekaterih stvari presnoviti in nam sploh niso všeč in jih ne uživamo. Podobno je pač pri koloradskem hrošču, v tem primeru on jih takrat teh rastlin sploh ne more prebaviti. Krompirjeva plesen, tudi kakšne ostale plesni, ki se že tole recimo na robovih pojavljajo, so pa tudi zelo pogoste bolezni. Tukaj je pa tudi en način na vrtu zelo zanimiv je, da krompir prej poberemo iz same grede, že nekje v začetku julija, mogoče sredini julija in ga tudi takrat spravimo za sprotno porabo in tudi če ga damo v ozimnico, še vedno zelo lepo počaka. In še posebej pri spravilu je zelo pomembno, da to počnemo na dan za korenino. To je takrat, ko cele rastline tako izpulimo iz tal in vse krompirje poberemo in jih spravimo v klet za ozimnico oziroma kasnejšo uporabo. Torej na dan za korenino, mogoče tudi dobro, da to počnemo zvečer ali pa ko so dnevi za presajanje. Sta še dva detajla, ki tudi pripomoreta predvsem k daljšemu skladiščenju. In vse ostale stvari, kar se tiče setve pa nege, tudi počnemo na dan za korenino. Zalivanje krompirja zaradi tega, ker so spomladi ponovadi tla precej vlažna, ni potrebno, tudi kasneje, ko pa mi začnemo krompir usipavati za zastirko, se pa tudi vlaga zelo dobro tudi zadržuje v samih tleh in uspešno raste brez dodatnega zalivanja z kanglami ali kapljičnim sistemom ali pa kakorkoli drugače. Krompir za setev si brez problema shranimo sami iz letošnjega pridelka. Je pa res, da je vrtnarjem včasih veliko lažje semenski krompir kar kupiti. Semenski krompir ne pomeni, da je to krompir, ki je bil vzgojen iz semena po cvetenju krompirja, ampak gre za krompir, ki drži svoje karakteristike te sorte, katero kupimo in zaradi tega ni nobenega problema, če mi svoj letošnji pridelek shranimo in ga sadimo naprej. Moramo biti pa malce pozorni, izbiramo zdrave rastline, cima se mora sama osušiti in kot takšnega shranimo skupaj z vsem pridelkom za ozimnico, spomladi pa odberemo krompir, ki ga bomo posadili. Sorte krompirja se ločijo na zgodnje, srednje zgodnje in pa pozne. Na vrtu največkrat vzamemo zgodnje sorte, zato da imamo pridelek čim hitreje, pa da lahko gredo še potem izkoristimo z novimi zasaditvami. V slovenskem prostoru je avtohtona sorta kifeljčar kresnik. Se pa ločijo sorte tudi po uporabnosti v kulinariki. Naprimer, nekatere sorte so veliko bolj okusne in pa primerne za kuhanje, druge pa za pečenje. Čeprav je krompir v Sloveniji kar ta glavna škrobnata prehrana, ga jaz, ko sem bila mala, nisem preveč marala. Ki je bil vsak dan na meniju, pa se mi zdi, da sem se ga takrat ful prenajedla. Ampak zdaj tale mlad krompirček, ta pa ful pa še narežeš pečico za 40 minut, to je do. Ja, pa malo soli, pa malo olja, ne, pa je res ena taka prav posebna popestritev, no, in se lahko fajn naješ, neka zelenjava, ki zafila v želodcu. Kakorkoli, mislim, da bo krompir imel še zmeraj neko mesto na vrtovih v Sloveniji, čeprav mogoče v manjšem obsegu, tako kot pri nama. In upam, da ste dobili kakšne uporabne trike pri vzgoji krompirja in uživajte v vrtnarjenju še naprej. Bela pika, ja. Snema. Koloradski hrošč. Kaj je to
Malo je mogoče čudna pozicija, sem, kaj so te sekundarne. Zakaj sem to začela komplicirati? Prav psa pred njej zmanjka. Dober.